Zakaj hipodromu Kamnica ne uspe priti na konja? Če se peljete mimo hipodroma Kamnica, je prizor skoraj idiličen. Plemeniti konji, graciozni jahači, mirna travnata oaza. A videz vara. Nekoč ponos Kamnice je postal prostor napetosti, neporavnanih računov in porušenih odnosov. Od leta 2020, ko je zaradi hudih sporov odšel takratni najemnik, se zgodba ponavlja kot slaba nadaljevanka. Vsako leto ali dve pride nov gospodar, napove svetlo prihodnost kasaškega športa, a kmalu zapade v dolgove in prepire. Letos je uzdo prevzel kar predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti Simon Hauptmann. Pozna težave, vidi priložnosti, ne obljublja preveč, a nima izkušenj s konji in ne najboljših odnosov z mariborskim županom. Na javnem holdingu sicer pravijo, da vse poteka dobro, da se dolg zmanjšuje in da so konji dobro oskrbljeni. Toda zgodovina hipodroma Kamnica nas uči, optimizem tam nikoli ne traja dolgo. Hipodrom ima velik potencial v poslovnem smislu, a slabe razmere za delo. Objekt je dotrajan in zastarel, najbolj manjkajo sodobni hlevi in pokrito jahališče, a večjih občinskih vložkov že leta ni. Ta javni športni objekt so tako na nek način prisilno vlagali kar najemniki sami in ravno to je pogosto vodilo v spore in finančne polome. Občinskih vlaganj tudi v bližnji prihodnosti ni pričakovati. Prvič, ker hipodrom stoji na vodovarstvenem območju, ki posege močno omejuje, drugič, ker denarja za živali v tem mestu preprosto ni. Če ne verjamete, poglejte še drugam, popolnoma dotrajan akvarij terarij in zavetišče za živali, ki ima svoj spisek težav. Če želi občina na hipodromu resno, trajno zgodbo, bo morala stvari zastaviti drugače. Dokler se to ne zgodi, bo hipodrom Kamnica ostal to, kar je že leta, simbol mesta, ki ne zna sesti na konja.